Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije AS v oddaji Neposredno, kjer za vas pripravljamo pogovore z zanimivimi osebami. No, tokrat se bomo pa pogovarjali z našim slovenskim evropskim poslancem, z gospodom magistrom Brankom Grimsom. Namreč zadeve na evropskem parketu so precej zanimive, precej se je dogajalo. Tako smo se odločili, da bomo gospoda Grimsa povabili preko zveze na en taki pogovor. Tako da, gospod Grims, lepo pozdravljeni pred našo kamero, torej preko te internetne povezave. Lep pozdrav vam in hvala za to priložnost, pa seveda še zelo lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem vašega kanala. Torej, nedavno ste bili na konferenci na Poljskem v organizaciji evropskih konzervativcev in reformistov. Pa morda, če kaj več poveste, zakaj ste vas povabili na to konferenco? To je bila konferenca, na kateri smo se pogovarjali o prihodnosti Evrope in tam sem se osebno zavzel, da se ukine zloglasni kordon saniter. To pomeni, da se, kaj je kordon saniter, to je vnaprejšnje izločanje pravih desnih strank, s čimer se omogoči, da socialisti oziroma levičarji tudi takrat, ko izgubijo na volitvah, kot na zadnjih evropskih volitvah brez dvoma so, spet priplezajo do oblasti. To je sramota, to je negacija volilnih rezultatov, to je protidemokratično in temu je treba odločno narediti konec. In vsi na konferenci smo bili glede tega popolnoma soglasni. Kordon saniter mora pasti, če želimo, da Evropa preživi, če želimo doseči naš veliki cilj, da naredimo Evropo spet veliko, spet močno, spet uspešno, spet varno, tako kot bi vedno morala biti. Make Europe great again. Ampak, ko ste rekli, kdo je zmagal na zadnjih teh volitvah evropskih, pa katerih drugih še, ampak vi pripadate tej skupini Evropske ljudske stranke in tudi tam je tudi ta CDU iz Nemčije, pa niso te nekako te stranke, ki rade pogledajo na levo stran in se družijo z drugimi strankami. Torej, imate peto kolonaše nekje v svojih vrstah. Dejstvo je, da je Evropska ljudska stranka zelo pestro sestavljena. Nekaj nas je noter, ki smo resnično desni, nekateri so taki, da tega rajši ne bi komentiral. Vsekakor pa je tukaj treba spremeniti. In če želimo, da bo Evropa uspešna, če želimo sprostiti razvojni potencial Evrope in s tem omogočiti blaginjo in varnost, potem je prvi pogoj, da začnejo vse desne sile, vse desne politične stranke iskreno, korektno in ves čas sodelovati med seboj. To je moj osebni cilj, to je tudi cilj vseh, s katerimi sodelujem. Torej, če vas zdaj razumem, vi si želite združiti ta desni pol pod eno kapo, pa je to možno z vsemi temi desnimi strankami, ki so v Evropskem parlamentu, pa ne bodo te iz vaše stranke, Evropska ljudska stranka, pa ne bodo ti reformisti in konzervativci, pa ne bodo tudi patrioti. Je možno to spraviti vse pod enako, bom rekel, ulomkovo črto? Vseh zmeraj seveda ni možno spraviti pod enako ulomkovo črto. Treba je ločiti po vrednotah. Prave vrednote v Evropi so krščanske vrednote, ker Evropa je vzpostavljena na krščanskih temeljih. In vsi tisti, ki to iskreno spoštujejo, brez dvoma lahko med seboj zelo uspešno in dobro sodelujejo. In za to gre. Gre za sodelovanje v korist Evrope, gre za sodelovanje v korist pravega bogatstva Evrope, kajti pravo bogatstvo Evrope so njeni narodi, avtohtoni narodi Evrope, njihove tradicije, kulture, njihovi jeziki. To je tisto, kar dela Evropo močno in seveda njihove nacionalne države. Evropa, to sem trdno prepričan, nikdar ne more in ne sme biti neka nova Jugoslavija, neka federacija, neka nasilna povezava, ampak mora ostati povezava suverenih nacionalnih držav, tako kot so se vanjo povezale, in če bodo te uspešne in močne, bo močna tudi Evropa. Tisti pa, ki hočejo Evropo na silo poenotiti na nek skupni imenovalec, so v resnici tisti, ki Evropo razbijajo in uničujejo hkrati. Torej, geslo vaše je, torej naredimo spet Evropo veliko,
če sem dobro razumel, čist po, bom rekel, po ameriško, po trumpovsko. A morda tudi sedaj iščete kakega evropskega Trumpa, ker ti vsem, če združujete, rabite tudi nekega vodjo. A ste ga že našli? Evropske stranke morajo najprej začeti na desni, celotni desnici iskreno sodelovati med seboj. Do zdaj je Levica zelo uspešno zabijala klin med desne stranke, tudi s pomočjo Ukrajine, ker tisti trenutek, ko imaš tam kakšno pripombo, dobiš tako po levičarsko, da si pa Trumpov simpatizer in podobne bedarije, ne. To je približno tako kot tisto, ne, da ko vse obkladajo z nacisti in fašisti. Zato seveda, zakaj to delajo? Zato, ker ljudje ne vedo, da so v resnici vsi totalitarizmi. Se pravi, socializem, nacionalni socializem ali nacizem in njun korporativni derivat fašizem, narejeni na ideologiji Karla Marksa. In to se pravi, vsi ti so v resnici levičarji. In nobena resnica bolj ne voli levičarjev kot točno to, ne. No, in zdaj isti trik se uporablja v Evropskem parlamentu, zato tudi sam recimo nisem podprl zadnje resolucije v Ukrajini, kajti kaj so noter dali? V resnici so noter dali tudi zahtevo za cenzuro in treba je opozoriti, da je temeljna človekova pravica, svoboda govora v tem trenutku v Evropski uniji najbolj ogrožena človekova pravica, kar jih sploh je. Krepijo se pritiski in metode, da se uvaja cenzura, tudi tisti tako imenovani digitalni akt, sporen, ki ga je sprejela ob koncu prejšnja garnitura, v prejšnjem mandatu, je očitno podlaga za to cenzuro. Vse te stvari bi bilo treba ne samo takoj ukiniti, ampak tudi odpraviti za nazaj in seveda omogočiti svobodo govora v polnem zadihu, kajti svoboda govora je kot devištvo. Ali je, ali ga pa ni. Ni nobene srednje poti in vsaka oblika cenzure pripelje do tega, da se ne moramo več niti soočiti s pravimi problemi. In danes Evropa ne more soočiti s pravimi problemi in se ukvarja z bedarijami, ki jih je sedanja evropska birokracija ustvarila v minulih mandatih kot težavo za Evropsko unijo. Zaradi tega je Evropa manj uspešna, zaradi tega je Evropa šibka, zaradi tega se naše otroke uničuje generacijo za generacijo, zanje tako uničujočo LGTB plus ideologijo, zaradi tega imamo odprte meje in masovne ilegalne migracije in zaradi tega nimamo nobene pametne družinske politike. Tisto, kar je treba narediti, je, da se takoj prekine, ne samo malo po stran naredi, ampak preseka z lažnim zelenim prehodom, odstopi od Pariškega sporazuma v celoti, da se zaščiti naše meje, izvede remigracijo, se pravi pošle nazaj vse, ki zlorabljajo pravni red Evropske unije oziroma se niso pripravljeni integrirati, tudi če so tukaj legalno, da se razumemo, se pravi legalnih pa sploh ne sme biti, nobenih, ne. In potem je seveda treba zaščititi naše otroke. To se pravi, iti moramo v bistvu popolnoma isti smeri, kot je šel Donald Trump, samo biti bi morali v Evropi še bolj hitri, še bolj odločni, še bolj radikalni, kot je sedanja ameriška administracija in sprostiti razvojni potencial. Gre za odstranitev teh birokratskih ovir in seveda za odstranitev vseh tistih levičarskih institucij, ki jih nihče ne potrebuje in so v resnici samo rdeči paraziti, ki porabljajo denar tistih, ki ga ustvarjajo. To pa so ljudje, ki pošteno delajo, ki so podjetniki, vse ti morajo biti za svoje delo ustrezno nagrajeni. Danes so v resnici kaznovani tudi v Sloveniji s previsokimi norimi davki in z birokratskimi ovirami. To je treba obrniti, delo mora biti nagrajeno, pošteno nagrajeno, ne delo in špekulacija mora biti pa kaznovani. Danes, še enkrat povem, je žal v Evropski uniji in Sloveniji ravno obratno. Rekli ste obdavčene davki, torej govori se, da bodo države, državljani dobili poseben davek za Ukrajino, 0,25% BDP-ja. Kaj se To je bil dogaja? eden od razlogov, da nisem glasoval za zadnjo resolucijo v Ukrajini. Vanjo so namreč to v resnici podtaknili, kar neko zavezo držav, o čemer niti razpravljali nismo, kaj šele odločali, da naj bi 0,25% bilo kar namenjeno Ukrajini. Brez definiranja koliko časa, se pravi v neskončnost, ob tem, ko naj bi se že itak dvignili stroški za obrambo za celotno Evropsko unijo. Tukaj je seveda bistveno, da se razumemo, Evropa rabi varnost. Ampak od kje denar vzeti? Ti moraš iti stran od vseh teh norosti kulturnega marksizma, ki sem jih naštel, še enkrat povem, zaščititi je treba otroke,
ukiniti in tudi kaznovati, po mojem mnenju, vsako izpostavljanje otrokom LGTB plus ideologiji, vse medicinske posege, take in drugačne, to je mesarjenje nad otroki, delajo za otroke invalide, se pravi, zaščititi je treba otroke, iti je treba v celoti stran od zelenega prehoda, ne malo popravkov sprejemati, pa malo bomo odložili, ne, treba je v tem presekati odločno in sprostiti razvojni potencial Evrope in seveda treba je ukiniti vse masovne migracije in tako prihranjen denar se lahko nameni za dve ključni stvari. Prva je varnost in druga je seveda dobra družinska politika. To Evropa potrebuje. Potrebujemo več otrok avtohtonih evropskih narodov, kajti otroci so naša prihodnost. Če ni dovolj otrok, potem je vse ostalo brez pomena. Če se sedaj vrnemo na Ukrajino, kakšno podporo Ukrajine vi podpirate? Torej, na kakšen način bi vi Ukrajino podprli? Ukrajini se je treba soočiti z realnostjo, to se pravi, realnost je, da nihče zdaj več ne more zlahka zmagati na eni ali na drugi strani, kadar je tako stanje doseženo, po Clausewitzu vojna, ki je diplomacija z drugimi sredstvi, preide nazaj v diplomacijo. To se pravi, zdaj je čas, skrajni čas za dogovor, to vojno je treba čim prej končati, podaljševanje te vojne je po mojem trdnem prepričanju v korist samo enim in to so Kitajci. Rusi si brez Kitajcev nikoli ne bi privoščili tega, kar so si, in danes je vsako podaljševanje te vojne samo še v korist Kitajcev. Kitajci lepo trgujejo na obe strani, ves denarni tok se pa podobno kot že prej v času pandemije ali pa plandemije, kot je eni pravijo, lepo zliva na Kitajsko. Temu se reče v roke globalistom in danes seveda je ključno nasprotje v svetu, ne več toliko levo-desno, ampak je ključno globalizem in totalitarizem, ki jo globalizem prinaša, proti svobodi človeka. In jaz sem na strani svobode človeka. Ampak pri teh, bom rekel, zahodnoevropskih državah ni ravno videti, da bi bili podporniki miru. Ne Francija, ne Velika Britanija, ne Nemčija, vsi vidni politiki podpihujejo vojne, se oborožujejo, strašijo evropsko prebivalstvo pred vojno z Rusijo. Kako to komentirate? Prvo, kar je treba vedeti, da to počnejo ultralevičarji, se pravi, vse te naštete države imajo levičarske vlade, žal tudi Nemčija po zadnjih volitvah, ker so spet naredili levo koalicijo, namesto da bi se povezali na desno, tako kot so odločili ljudje na volitvah. To je tudi hkrati izdaja volivcev in seveda to vodi Evropo v propad. Tisto, kar je tukaj odločilno, je, da je potrebno se soočati z realnostjo. Realnost, se pravi varnost, stabilnost in razvoj, pa skozi vso zgodovino dokazano prinašajo samo desne vlade. In samo desne vlade so garant svobode, so garant razvoja, so garant napredka, so garant obstoja Evrope in njenih narodov. Tega ljudje se bodo morali enkrat za vselej sprijazniti, da pač bo treba nekatere stvari, s katerimi so jih mediji in pa žal tudi sistem javnega šolstva in tako imenovane zabavne industrije ali pa, če želite, kulture v najširšem pomenu besede, ves čas pridno pitali, da so te stvari pač okužene s kulturnim marksizmom in da bo treba od tega storiti korak stran. In to zelo odločen, zelo velik korak, tako kot so to naredile ZDA. Če ne, ne moreš sprostiti razvojnega potencijala, če pa ostanejo stvari take, kot so bile do zdaj v Evropski uniji in se to morda z nekaj lepotnimi popravki nadaljuje še nadaljnih par let, potem Evrope ne bo več. Mi potrebujemo ne samo, danes še enkrat povem, zaščito meja, mi danes potrebujemo tudi remigracijo. Stvari moramo obrniti v nasprotno smer, da bi pa to lahko izvedeli in hkrati zagotovili varnost vsem, pa potrebujemo sprostitev razvojnega potencijala, kar pomeni, da se mora Evropa takoj nehati ukvarjati z neumnostmi, ki jih je sama sebi predpisala. Veste, kako danes gleda tekmovanje evropskega podjetništva s svetovnim podjetništvom? Zaradi norih birokratskih ovir, zaradi norih birokratskih predpisov, vse v imenu lažnega reševanja sveta, ne, pred globalnim segrevanjem, ki ga v resnici sploh ni, ker vam garantiram, ker sem geolog. Zaradi vsega tega se v resnici danes evropski podjetnik preobremenjen s ovirami in pa seveda s previsokimi davki na drugi strani počuti, kot da bi šel tekmovati na 100 metrov šprint
In na drugi strani ima Kitajsko in Ameriko, kjer so vsi v polni kondiciji, brez kakršnih koli ovir. Od njemu so dali pa na noge 100-kilogramske ketne in zdaj naj on enakopravno tekmuje v tej tekmi. Vsekakor je jasno, da nadaljevanje te politike vodi v propad Evrope, v njen razpad, razkroj in dobesedno Evropa, če se ne bo to takoj prekinilo, bo postala tretji svet. Tukaj ne gre za to, da se najde enega, ki bo to reševal, treba je najti ustrezne, dobre ljudi, ki so se izkazali kot odločni nasprotniki kulturnega marksizma, ne samo v besedah, ampak tudi v dejanjih v minulih letih in jih postaviti na prave pozicije. In kaj Evropa danes počne? Poglejte si zdaj najnovejši primer, ko se pokaže, da nekje lahko zmaga nekdo, ki bi dejansko spremenil Evropo na bolje, kot recimo Marine Le Pen v Franciji, se zlorabi pravo, se zlorabi pravosodje in se pod krinko lažnega prava vsiljuje levičarsko ideologijo in zlorabi pravosodje tako, da se tega človeka onemogoči na volitvah. To je nedemokratično, to je sramotno, to pomeni, da je Evropska unija postala totalitarna skupnost. In temu se je treba upreti z vsemi demokratičnimi sredstvi, odločno in takoj. Če se ta proces nadaljuje, je treba vedeti, da je danes Francija preizkušnji kamen za vse ostale evropske države. Nekaterih se je to že poskušalo, se še poskuša iste metode, lahko vidite od Poljske, Romunije, preko Italije do Slovenije. Zdaj do tega še bo prišlo, proces treta, kaj drugega se zelo pomeni. Glede Le Penove, tu je bila obsojena oziroma spoznana za krivo zlorabe evropskih sredstev v primeru zaposlitve asistentov. Torej, vi ste zdaj tam v bližini v Evropskem parlamentu, koliko je, bom rekel, na tem resnice, da so dejansko za take stvari. Prva stvar, v kateri so me podučili tisti, ki so tam dolgo časa, je, da tam veljajo dvojna merila, ne. In pri enemu bodo za to, da je verodostojna zaposlitev asistenta, dovolj pač izkazi, recimo komunikacija preko elektronske pošte, dokazi, da je delal, izjave prič, pri drugem pa nič od tega ne pomaga, ne? Če nisi ta prav, v narekovajih, to se pravi ultralevičar, ker v Evropi se samo levičarje priznava kot ljudi, ne? Desni so pa tisti, ki jim je treba narediti kordon saniter in jih izločiti, ne? In če imaš dvojna merila, potem to seveda pomeni, da to ni več pravna država, ampak da je to mafijska država, ne? In to ne velja samo v tem primeru. Vse konec koncev, pogledajte tudi metode, ki so jih uveljavljali, isto spet ob koncu prejšnjega mandata, ki je bila ultraleva večina, da za razporeditev migrantov po Evropi, ne, tako imenovani migrantski pakt. Obvezno razporejanje, če ne plačaš 20.000 evrov kazni za vsakega migranta, ne. Kako se temu reče v mafijskem žargonu? To je ponudba, ki je ne moreš zavrniti, ne. In potem smo tam, kjer smo. In s tem je treba končati. Evropska unija je bila zelo dobro mišljena in zelo dobro začeta skupnost in tudi zelo uspešna. Ki pa so jo žal njeni voditelji, predvsem pa politične sile, ki so stalno obračale vse v smer socializma in v levo, popolnoma zavozile. In zdaj seveda, ker jih je sram to priznati, ne, nočejo s tem presekati. Zaradi tega, ker se potem bojijo naslednjega vprašanja, ki bo isto minuto na mizi, pa je že. To je pa odgovornost. Ker jaz trdim, da tisti ljudje, ki so odgovorni za odprte meje, za vse, kar je bilo v zvezi z ilegalnimi migracijami, ker je to vse nezakonito, da se razumemo, in tudi vse kaznivo, ti ljudje bi morali kazensko odgovarjati. Tisti, ki so otroke izpostavili v mučilnici ali pa mengelejevskemu mučenju metod za spremembo spola in ki jih zastrupljajo z LGTB plus ideologijo, tudi kršijo obstoječo zakonodajo in bi morali tudi za to kazensko odgovarjati. In tisti, ki so lažno prikazovali rezultate in prikrojevali razne podatke za nazaj o vremenu, o smirevanju in podobno in so torej naklepno zavajali ljudi, bi tudi za to morali kazensko odgovarjati. Se pravi, vse skupaj, s čimer imamo opravka, je samo kriminal. In ta kriminal bi morali preganjati. Med drugim ste podprli romunskega kandidata za predsedniške volitve, Georga Simonija. Zakaj ste ga podprli? Gre prav za to, da je tam prišlo do enakega procesa. Tukaj ne gre več za vprašanje, kaj je kdo po političnem prepričanju. Tudi v primeru Le Penove ne bi smeli iz tega izhajati primarno. Ampak gre za to, da so take metode popolnoma nedopustne.
Poglejte, kaj to v praksi pomeni. Temelj demokracije je, da je oblast ljudstva. To se pravi, prvo, kar moraš omogočiti ljudstvu, je, da lahko samo izrazi, kaj želi, bodi si na referendumu ali, kar je še pomembneje, na volitvah. In v tem primeru, če se zlorabi, očitno zlorabi, ker samo za to gre, pravosodje za to, da se izloči tistega, ki je vodilni kandidat ali tistega, ki se ga pač nasprotna stran najbolj boji, je to ne samo kršitev človekovih pravic temu konkretnemu kandidatu, kajti voliti in biti voljen je tudi človekova pravica, tudi zaščitena slovensko ustavo, če želite, in s temeljnimi akti s področja varovanja človekovih pravic. Ampak je tudi groba, skrajna kršitev teh istih človekovih pravic vsem volivkam in volivcem, ker sploh ne morejo se niti izreči neposredno o tem kandidatu, ker je vnaprej izločen iz pač nekega boja, ne, iz volitev. To je popolnoma nedopustno, to je konec demokracije, to pomeni vstop v totalitarizem v polnem zamahu. In Na koncu se je odločilo ustavno sodišče, ne? Kako komentirate odločitev ustavnega sodišča, da ga je izločilo iz tekme za predsednika? Kako to komentirate? Kaj vse presojajo zdaj na te sodišča in kaj podobnega si lahko pogledate in za kakšna dvojna merila gre. Si lahko pogledamo slovenski primer, recimo trenutno je tukaj aktualna Trenta, nekaj za 20 let nazaj, ker je nekdo kupil eno hišico in jo potem prodal, ker je bila zazidljiva parcela nekoliko dražja naprej, v tem, ko smo vmes začeli s pripravami vstopa v Evropsko unijo, cene v primerljivih ali pa podobnih turističnih krajih so šle še bistveno bolj gor, ne? In isto parcelo, mimogrede, ki je nekdo kupil potem kasneje na neki dražbi, je celo dražje plačal, kot jo je ta prodal. To se pravi, kaj če mu delal vse bo škodo, ampak vse skupaj je en beden konstrukt, ki je seveda nekomu, ki to pozna in razume, smešen. Ampak niti malo pa smešno ni, da se za to zlorablja pravosodje in da se to pač očitno uporablja za to, da se nekomu onemogoči nastop na volitvah. Podobno smo videli poskus tudi v Italiji, tam se je sicer na srečo zadeva dobro iztekla, Mateju Salviniju, ki bi moral dobiti vsa možna odlikovanja, ker je zaščitil svoj narod pred masovnimi ilegalnimi migracijami, se je sodilo prav zato, ker nekim ilegalnim migrantom ni dovolil priti v Italijo. Pa je božji, kaj smo mi prišli, zdaj se sodi ljudem zato, ker so spoštovali zakon. Kajti gre v resnici za to, da se zakon spoštuje. Te odprte meje in to ni nobena človekova pravica, to je kršitev zakona. Tisti, ki to počnejo, zlorabljajo svojo funkcijo in opuščajo dolžnostno ravnanje, to morate vedeti. To se pravi, vse te odprte meje, vse te zgodbe, še enkrat povem, so v zvezi z ilegalnimi migracijami, so v resnici kršitev zakona, so očiten kriminal, če želite, ne? In vse to financiranje, ki ga tu mimogrede financira preko nevladnikov, tudi Evropska unija, to je v bistvu na nek način zloraba sredstev davkoplačevalcev za financiranje organiziranega kriminala. Dajmo enkrat stvari s pravim imenom poimenovati. Kako se potem zanimivo slišijo, ne? In to je pravna država, ker vam govorim jaz in vsa leta govorim isto, samo eno zahtevam, da se spoštuje pravo in v celoti. Ne pa, da se prikraja pravo vsakokratnim trenutnim potrebam pač nekih ločenih oblastnikov. To ni nobena pravna država, to je brezpravje in totalitarizem. In žalost, ta dogajanja, o katerih govoriva, kaže, da Evropska unija čedalje bolj drsi v to smer. In temu se je treba, še enkrat povem, upreti, javno upreti, z vsemi demokratičnimi sredstvi. Če govorimo pravna država, pa ne govorimo o tem, da so nam državo pravniki ukradli. Glejte, lahko bi rekli tudi to, ne? Jaz osebno mislim sploh, da je evropska ureditev pravosodja zelo zgrešena. Treba je namreč izhajati iz demokratičnega principa, da je edina oblast, ki je oblast naroda. To je temelj republike, to je temelj demokracije. To se pravi, deli se potem na 3 veje oblasti. Vsaka pomeni samo uresničevanje oblasti ljudstva, ne pa prisvajanje neke samostojne oblasti kar tako, ne. In glede tega moram reči, da imajo neskončno boljšo ustavo Američani. Tukaj bi lahko Evropa si malo vzela za zgled tudi to, kako imajo oni urejen sodni sistem. V veliko večji meri sodelujejo tudi civilne osebe, pa če želite narod v najbolj pozitivnem pomenu besede.
in na določenih nižjih stopnjah se pač sodnike preprosto voli, ne, da se jih kar imenuje za doživljenjski mandat, kot je to v Evropski uniji. In jaz osebno mislim, da bo tudi s tem treba prekiniti in da bo treba pač pogledati malo širše. Ne. To se pravi, da se ohrani demokracija, ne pa ohrani privilegij nekega sloja, ki se v Sloveniji že tako zrodil, da gre že dobesedno za rodovnike, ne, ker zdaj so že tisti prvi, ki so bili razni mesarji, pa čevljarji, pa podobni, ki so postali sodniki, ko je po drugi svetovni vojni, zdaj pa že njihovi vnuki so neki veliki in silni pravniki in sodniki po Sloveniji. To pač ne vodi nikamor, ne, to tudi ni demokratično in žal mislim, da je bila tukaj strahotna napaka narejena v Sloveniji, ker ni bilo nobene ilustracije. Ni ilustracije v bistvu to, da se ene vrže službe, kot si mislijo, ampak to, da se neha živeti v laži. Kajti v Sloveniji se zdaj eno laž nadgrajuje z drugo, pa s tretjo, pa s četrto. In ljudje imajo še včasih najbolj dobro občutek, jo se fino, nekam ni treba priznati, da sem ga nekoč ustrelil, zato da bi pač, in potem se ena laž reče nadgradi z drugo in se uživa v taki lažni pameti. To pač ne vodi nikamor. To nas je pripeljalo do tega, da je bila Slovenija, če pogledate rezultate, v primerjavi s Poljsko, ko je padel berlinski zid, 3 do 4-krat pred Poljaki. Danes nas Poljska na marsikaterem področju že močno prehiteva. Ampak morate vedeti, da Poljaki so imeli ves čas samo in izključno desne vlade, Slovenija pa z izjemo 2 kratkih obdobij same levičarske vlade. Ne? In rezultati so tukaj očitni. Če hočeš napredek, moraš voliti desno. Če hočeš demokracijo, moraš voliti desno. Če hočeš svobodo, moraš voliti desno. Če se še zdaj malo vrnemo v Romunijo, torej en kandidat je izpadel, torej so mu onemogočili, tudi temu drugemu sedaj mečejo polena pod noge. Vi nekako ste se tudi malo vtaknili v te volitve, če malo povem v narekovajih, ko ste tega gospoda podprli, Simonija. Pa me zanima, kaj je s temi argumenti tistih, ki nekako želijo preprečiti, da bi ti gospodje kandidirali, ko govorijo, da se je v te romunske volitve vmešavala Rusija, pa da so ti, ne vem, neki kriminalci, ti kandidati in podobne zadeve. Kako to kaj komentirate? Koliko je na teh izjavah, ki smo videli tudi v naših medijih, resnica? Hvala za to izhodišče, ker je perfektno za ponazoriti, kaj so to levičarska dvojna merila. Namreč točno isti, ki so v ameriških volitvah na ves glas v Evropi tulili, kako podpirajo Kamalo Harris in nasprotujejo Donaldu Trumpu in to na vse možne javne načine objavljali, to v plačanih oglasih, danes vpijejo, da nihče iz tujine ne bi smel povedati, koga kdo podpira. Ne? A ni zanimivo, za ene velja to, za druge popolnoma nasprotno. Ne? Za levičarje seveda velja eno. No in potem pridemo naprej. V Evropo se je zlivalo milijarde, ne milijone, milijarde dolarjev in evrov kapitala Soroša oziroma raznih Sorošev, globalistov, ki so za to svojo raboto delno tudi zlorabljali kar sredstva ameriških davkoplačevalcev, kot afera USAID zelo jasno pove, ker se je z njim podkupovalo, da jim pravi izraz uporabljati, novinarje, nevladnike, urednike, sodnike, vse živo, kar si izmislite, ne pa politike seveda po dolgem in počez. No, se pravi, zlorabljalo se je tuj denar za vplivanje na evropske volitve in to očitno tudi z učinkom, kajti to je tragedija Makedonije, ki jo sam osebno zelo cenim, ker je moje sorodstvo nekaj teh ljudi, in po drugi strani zgodba Poljske iz zadnjih volitev, kamor se je zlilo 1,5 milijarde po lastni izjavi denarja iz Soroševih virov, s njim zdaj upravlja njegov sin Aleksandar, ne več to star Soroš, ampak zgodba popolnoma ista. In zraven se je zlilo še gore denarja iz Evropske unije preko nevladnikov, ki so formalno nevladni, v resnici so pa neka paravojska danes levičarjev. Levičarji so pa itak samo še uslužbenci globalistov, ali pa če želite bedni hlapci globalistov njihovega kapitala. In samo za denar v resnici gre. No, in če vse to upoštevate, potem vidite, kakšna strahotna dvojna merila so to. Ista Evropa, ista Evropska unija, ista Evropska komisija, ki je dovoljevala ves ta čas zlivanje milijard dolarjev Soroševega denarja in denarja ameriških davkoplačevalcev, zlorabljenega preko globalistov za vplivanje na evropske volitve,
in je to tolerirala in dovoljevala, omogočala celo, če želite, se je potem zašla usajati, zato ker je Elon Musk odprl X in dovolil, da bi recimo opravil z kandidatko na nemških volitvah, predsednico AfD-ja, intervju znotraj X-a, ki bi ga pač lahko pogledal vsak, ki bi to želel. Ker je popolnoma normalno, ker je to v okviru temeljne človekove pravice, svobode človeka. Se pravi, njih denar ne moti, ki vpliva na volitve, njih posegi, pač direktni, s podkupovanjem, če želite, z očitnim kupovanjem medijskega prostora, vseh drugih načinov vplivanja jih ne motijo, ampak moti pa jih svoboda javne besede, ki je temeljna človekova pravica. Taki ljudje bi morali takoj oditi iz funkcij, ki jih opravljajo, pa ne samo to, jaz sem osebno trdno prepričan, da bi tem ljudje morali tudi soditi za kazniva dejanja, za zlorabo človekovih pravic, za teptanje človekovih pravic, za to, da so Evropo zavozili do te mere, da bo Evropa vsak hip postala tretji svet. Do volitev v Romuniji je še dober mesec dni, mislim, da bodo 4. ali 4. maja, pa morda kakšna so kaj pričakovanja, kakšni bodo kaj rezultati? Jaz osebno pričakujem, da bo v Romuniji zmagal desni kandidat. Sam sem ga tudi podprl, prav za jasno podporo demokratičnim procesom. To sem tudi posebej poudaril, da želim, da bi se Romuni sami svobodno na svobodnih volitvah odločili, kaj želijo. To je temelj demokracije in tukaj ne sme biti nobenega odstopanja in nobenih dvojnih meril. Ljudje imajo vso pravico, da sami izberejo, kogar želijo in da sami izberejo, kdo jih bo vodil v naslednjem obdobju, v danem primeru kot predsednik ali pa, če želite, ko gre za volitev izvršilne veje oblasti, kdo bo predsednik vlade oziroma kdo bo imel v parlamentu večino. Tukaj je nedopustno kakršnokoli manipuliranje z raznimi kordoni saniteri in naprejšnjim izločanjem. Nekaj podobnega smo itak videli že zaradi na slovenskih volitvah dvakrat, da se sprašuje, a boste sodelovali s SDS ali ne boste. To je skrajno nedemokratično. Sodelovati mora vsak z vsakim, odvisno od pač tistega dela legitimitete, ki mu ga je podelilo volilno telo na volitvah. Normalno je sodelovanje. Nesodelovanje je znak totalitarizma. In tudi novinar, ki to vpraša, ta kandidat romunski za predsednika Romunije, bi morda bil tu problem v tem, ali bi mogoče to koga zbodlo v oči, da se ta stranka si prizadeva za združitev vseh Romunov, tudi s sosednjimi območji, z Moldavijo, da bi to lahko težava, ker imajo to v programu. Katerekoli cilje si želi, ampak seveda samo z uporabo demokratičnih sredstev, ki so legitimne in legalne v mednarodnem okolju. To se pravi, ti si lahko prizadevaš za spremembo česarkoli, pod pogojem, da pri tem ne uporabljaš sile, ne uporabljaš dvojnih meril, ne podkupuješ, ne goljufaš, se pravi, da spoštuješ temeljne principe demokracije v celoti in brez izjem in brez pardona. Potem pa ni nobenega problema, če dva v soglasju nekaj se zmenta in spremenita zaradi mene celo meje, če se dve državi v tem soglasju, ni nobenega problema. Uveljavljanje česarkoli na silo pa je seveda popolnoma nedopustno. Vi ste že zelo dolga leta v politiki, pa bi vas prosil za eno mnenje, torej to, kaj se je v Nemčiji zgodilo sedaj pred volitvah in po volitvah z Unijo, torej CDU, CSU. Vemo, gospod Merz, ki je bil nekako špicni kandidat teh sestrskih strank, je pred volitvami obljubljal eno, sedaj se pa dogaja drugo. Torej, spremenili so ustavo z zadolževanjem, za povečanje zadolževanja, čeprav je rekel pred volitvami, da ne bo zadolževanja, potem je rekel, da bo zaostril to migrantsko politiko, torej da bo dejansko vzpostavil redno mejno kontrolo, torej zavračal migrante, ki pridejo na mejo in še precej drugih stvari. Sedaj po volitvah pa ne bo nič iz tega. Kakšen udarec je lahko to nasploh za politika, ko recimo neki politiki obljubljajo nekaj, potem po volitvah pa takoj obrnejo srajco. Kako vi gledate na to? Pa vse neko besedo pa je treba držati kot politik, a ne? A se motim? Jaz sem eden od tistih, ki po nekaterih mnenjih celo ne sodi v politiko, ker dano besedo vedno držim. In to brez izjem, in to lahko preverite kadarkoli.
in pri komorkoli. Vse zato grem tudi mnogim na živce in sem trn v peti, tudi takim, ki vi ne bi verjeli, zato ker delam v Evropski uniji. Točno tisto, kar sem obljubljal na predvolilnih shodih in kar sem tudi zapisal v moji knjigi Zmaga dobrega, vodnik za boj proti kulturnemu marksizmu. In od teh vrednot ne odstopam. To, kar je naredil gospod Mec, če se direktno hočete odgovor, je za moje pojme dobesedno izdaja volivcev. On je 24 ur pred volitvami govoril, da bo naslednji dan, ko bo izvoljen, popolnoma zaprl meje za vse ilegalne migracije. Samo en dan po volitvah je pa isti človek izjavil, da se o zapori meja sploh ne bodo več pogovarjali. To je pač nekaj, kar sploh rajš ne bom komentiral, ker bi že začel zelo grdo govoriti, pa bi ostal v mejah diplomacije zaenkrat. Drugo, kar je pa še veliko bolj usodno, po mojem mnenju žal, pa je to, kar so naredili za moje pojme popolno zlorabo parlamentarnega sistema, in to, da so po volitvah samo 24 ali 48 ur preden bi se moral sestati novi parlament, ki pomeni, da je stari popolnoma brez legitimitete, ker je nov bistveno drugačen, šli spreminjati ustavo in so vanjo zapisali vse, če hočete, od zelenega prehoda in boja proti globalnem segrevanju tja do ne vem česa, vse skupaj pa seveda v okviru orjaškega zadolževanja, približno 1000 milijard dolarjev oziroma evrov, ne bi to približno prišlo. To pa je nekaj, kar bo strahotno negativno vplivalo prvič na življenje Nemcev, ker to pomeni, da se bo dosedanja politika praktično nadaljevala, mogoče z nekimi lepotnimi popravki, ampak ne bo pa tistih bistvenih sprememb, ki bi jih ljudje želeli in za katere so tudi glasovali, ker so verjeli predvolilnim obljubam gospoda Merca. Po drugi strani pa, kar je še veliko huje za moje pojme, ker pač jaz na prvo mesto postavljam Slovenijo, pa je, da bo to vplivalo na celotno Evropsko unijo. To pomeni, ker je pač Nemčija motor in najbolj vplivna članica Evropske unije, da se bo dosedanja politika levičarskega pač uresničevanja ideologij kulturnega marksizma nadaljevala tudi v Evropski uniji, da ne bo tistih močnih rezov, ki bi bili potrebni, kar pomeni nazadovanje Evropske unije, nazadovanje našega podjetništva, nižanje blaginje, zapravljanje denarja za norosti tako imenovanega lažnega zelenega prehoda, kjer je zelen mimogrede samo denar, da se razumemo, dolarji se pretakajo v žepe pač določenih lobijev, kot je recimo elektrolobi ali pa, če želite, globalistov v končni fazi, in da se bodo vse te stvari vlekle zelo dolgo časa, kajti zle pa ne bo pač tiste ustrezne večine, ki bi šla spreminjati nemško ustavo. Veliko bo tudi odvisno od njihovega ustavnega sodišča, kako bo zdaj tolmačilo to spremembo ustave, ampak vsekakor moje mnenje je, da je ta zgodba izjemno negativna ne samo za Nemčijo, ampak za celotno Evropo. Ker pomeni, da tistih nujnih, hitrih sprememb, ki bi jih Evropa potrebovala, ki si jih Evropa zasluži, kajti vsi Evropejci, to sem trdno prepričan, Slovenci na čelu, imamo vso pravico živeti varno in nobena pravica nobenega tujca ne more biti nad to pravico. In imamo tudi vso pravico živeti v blaginji in ob doslednem spoštovanju naše osebne integritete, naših legitimnih in legalnih interesov in seveda ob enakopravnem sodelovanju vseh evropskih narodov. Jaz se bojim, da je ta poteza, ki jo je naredila Nemčija, strašen korak stran od tega cilja, in da nas bo tudi oddali od tistega, kar bi po mojem mnenju Evropa nujno morala storiti. To pa je vrnitev k svojim izvornim vrednotam in prave Evrope so krščanske vrednote, kajti civilizacija Evrope je nastala na krščanstvu. Če odrežeš krščanske korenine, to ni več Evropa, to se moramo zavedati. In po drugi strani gre tudi seveda za vprašanje načela varnosti, ki bo zdaj še bolj načeto. Jaz se bojim, da bo to povzročilo še večji odliv najbolj perspektivnega dela pač mladih državljank in državljanov v tujino, predvsem v ZDA, ki so zdaj pač center svobode, kar pozdravljam, želel pa bi si, da bi Evropa bila tudi najmanj taka, po možnosti še boljša, kot so ZDA v tem trenutku. Komu recimo v Nemčiji sedaj po teh volitvah, oziroma najprej po tej semafor koaliciji, ki je neslavno propadla,
pa sedaj po tej izdaji CDU-ja, CSU, po teh volitvah, komu še sedaj sploh lahko nemški volilci zaupajo in koga bodo Ja, saj to je volili? tisto, kar je najbolj dolgoročna naložba vseh teh levičarskih volilnih prevar, ne. Da je potem pošteni ljudje enostavno ne grejo več na volitve, ker rečejo se na koncu koncev, če se kdo izvoljen, se nas itak zmeraj izigrajo. Veliko tega je tudi v Sloveniji in to se tudi odraža v številkah. Na prvih volitvah, pa potem na referendumih, recimo na plebiscitu, je bilo udeležba 80-90 odstotna, ne. Danes je pa 40 odstotna, v nekaterih primerih pa še bistveno manjša, ne. To je zaradi razočaranja ljudi in to je največja naložba levičarjev, največja naložba vseh slabih, zlih ljudi iz tega sveta, da dobri ljudje obupajo in se ne udeležujejo več volitev. Zaradi tega je treba pač računati, da tukaj je pa trenutek za tisto staro kitajsko modrost, da premagan si zares šele takrat, ko sam rečeš, da si premagan. In zaradi tega tukaj podpiram tisto, kar je rekel ameriški predsednik po atentatu nanj, fight, 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 se pravi, borite se. Borite se za demokracijo, borite se zase, za svoj narod, za svojo državo, borite se za svoje otroke. Morda še za zaključek najnega intervjuja. V letošnjem letu 2025 smo nekako prav zakorakali, čaka nas ta 4. mesec, pa morda kaj delo vas čaka v Evropskem parlamentu v letošnjem letu? Kaj bi tisto najbolj izpostavili, kaj se boste nekako najbolj z svojim delom trudili, da bi morda kaj premaknili naprej? Predvsem se bom trudil v tej smeri, v kateri vas čas govorim. Še enkrat povem, da jaz od teh vrednot ne odstopam in niti za milimeter. Ko gre za zaščito otrok, ne sme biti nobenega iskanja nekih, ne vem, skupnih ali pa srednjih poti ali pa ne vem česa. Tukaj je jasno, da je treba otroke dosledno zaščititi in storil bom vse, kar se da v tej smeri. Enako, ko gre za svobodo javne besede, demokracija brez popolne svobode javne besede je samo farsa, zato bo to vsekakor na prvem mestu mojega prizadevanja in seveda želim, da bi bila Evropa varna, s ustrezno varovanimi mejami, z vsemi zakonitimi sredstvi in z izvedeno remigracijo, se pravi, da se pošlje nazaj vse, ki se bodisi tukaj ilegalno ali pa, tudi če so legalno, se ne želijo očitno integrirati. In na koncu je seveda moj temeljni cilj, da se naredi Evropo tudi gospodarsko uspešno, kajti samo blaginja je danes, in to uspešno podjetništvo, je tista podlaga, na kateri se lahko gradi vse ostalo. To pa pomeni, da moramo z vsemi norostmi lažnega zelenega prehoda prekiniti in oditi stran. In tisto, kar lahko storim sam osebno, morate vedeti, da sem eden od 700, še malo več evropskih poslancev, je to, da poskušam odpirati oči. Zato sodelujem, kjer me le povabijo na mednarodnih srečanjih in mislim, da sem bil zdaj največkrat povabljen od vseh iz Slovenije v zadnjem obdobju in tam pač vse to tudi zelo jasno povem. In po drugi strani pripravljam v tem trenutku tudi prevod moje knjige za izdajo v tujini, s čimer tudi upam, da bom lahko komu pomagal odpreti oči in da bo to nekaj, kar bi začelo spreminjati pač razumevanje sedanjega dogajanja, da bi ljudje vedeli, kje vse so jih doslej vodili v resnici za nos, kje so šli v napačno smer, da bi potem na tej osnovi laže pač soočili mnenja, tako kot je v demokraciji edino normalno, in potem poiskali optimalne rešitve. In optimalne rešitve, ki morajo iti v popolnoma jasni smeri. Zaščita nacionalnih držav, zaščita otrok, zaščita narodov, zaščita njihove kulture in tradicije in pa seveda zaščititi evropske meje in zaščititi blaginjo ljudi. Se pravi, Evropejci, še enkrat povem, imamo vso pravico živeti varno, nobena pravica nobenega tujca ne more biti nad to pravico in Evropejci moramo storiti vse, da bomo tisto, kar je Evropa vedno bila, to pa je motor demokracije, tisti, ki so oblikovali zahodno civilizacijo, ki so bili vedno Evropejci. In zato to geslo, ki ga sam spoštujem in poudarjam, mislim popolnoma resno. Naš cilj mora biti narediti Evropo zopet veliko, zopet uspešno, zopet varno. Make Europe great again.
in bo Boste pa cilj. lahko preko Evropske ljudske stranke dosegli te vaše cilje, glede na stanje, glede na to strukturo, ki je v tej Evropski ljudski stranki? Ali se morda kje drugje vidite? Glejte, vsak veliki plaz, pravi stara kitajska modrost, se začne s prvo kepo. Se pravi, treba je ljudi prepričevati. Če bo več takih, potem bo šla zadeva lažje. Če nas bo še več, nam bo šla tudi hitreje. In stvari je treba premakniti. Treba pa je premakniti tako, da se doseže tudi drugačna večina v Evropskem parlamentu. Sam osebno sem trdno prepričan, da mora biti ta večina točno taka, kot so odločili ljudje na zadnjih evropskih volitvah. To pa pomeni, da mora biti to desna večina. Evropa je volila desno. Tragedija evropskega volilnega sistema in slabe politične kulture pa je, da smo pravzaprav volili v Evropi zelo podobno kot v ZDA, ampak v ZDA so z istim rezultatom dobili desnega Donalda Trumpa, mi pa levo Kamalo Harris oziroma von der Leyenovo. Sam osebno sem proti njej glasoval in bom glasoval vedno proti njej in proti Evropski komisiji, če bo pač to znova potrebno. Kajti spremembe, ki jih potrebujemo, so nujne. Brez tega Evrope čez nekaj let ne bo več. Gospod magister Branko Grims, evropski poslanec Evropske ljudske stranke, hvala lepa za zanimivo debato in seveda hvala lepa za vaš čas. Ja, hvala tudi vam in zdaj pa zares. Bog vas živi, Bog živi Evropo in Bog živi našo domovino Slovenijo.